Lep pozdrav in zelo sem vesela, da lahko na današnjem pogovoru o pravici do vode, pravici do prihodnosti in za referendum pozdravim Saro Štiglic iz Gibanja Mladi za podnebno pravičnost, Natašo Sukič, poslanko Levice in Uroša Macerla iz društva Ekokrog. Skupaj se bomo pogovarjali o trenutno verjetno najbolj aktualni in pomembni temi za vse nas, in sicer pravici do vode, ki pa hkrati pomeni tudi pravico do zdravega okolja in nenazadnje pravico do prihodnosti za vse nas. Pa mogoče, da spomnimo samo, zakon je bil noveliran letos, isti dan, 6. aprila, ko je Državni svet zavrnil veto, so okoljevarstvene organizacije že prinesle tudi podpise za referendum in trenutno vse do 24. maja tudi še poteka zbiranje podpisov na upravnih enotah oziroma prek interneta za vse, ki imajo tudi elektronsko potrdilo. Nekako zelo pomemben igralec, če se posameznik odloči stopiti do upravne enote, so tudi prostovoljci, večinoma mladi pred samimi upravnimi enotami, ki tam pravzaprav usmerijo, pomagajo z samimi formularji. Tako da zbiranje podpisov poteka čim bolj nekako organizirano in tudi v resnici za demokracijo prijazno. Bi me pa vseeno zanimalo, mogoče glede na to, da imamo tudi sogovornico z nami iz Gibanja Mladi za podnebno pravičnost. Gibanje poznamo pravzaprav predvsem zaradi podnebne krize, okoljske krize. V Sloveniji je leta 2016 že bila zapisana pravica do pitne vode v ustavo, a vendar se zdaj zdi, da mladim nekaj ni všeč, oziroma ste se mladi prostovoljci pridružili aktivnostim in pobudi zbiranja podpisov za referendum o noveliranem zakonu o vodah. Zakaj? V čem ste v bistvu mladi prepoznali tudi svoj boj? Ja, v bistvu pravica do pitne vode je pomembna za čisto vsakogar med nami. Dejansko je tudi to neka okoljska problematika, Uroš to dobro ve, tudi iniciativa danes se s tem veliko ukvarja, veliko imamo organizacij, ki se dejansko prav z vodo ukvarjajo, v Sloveniji pa po celotnem Balkanu. Mi se mogoče borimo bolj za neke stvari, ki res dolgotrajno bodo res vplivale na nas, no? Ampak se hkrati zavedamo, da se moramo dotikati vseh tematik, ki so povezane z naravo in posledično tudi z našim življenjem. Mladi smo itak ta skupina, ki jo najbolj ogrožajo vodilni s svojimi odločitvami glede okolja, pa ne samo mi mladi, ampak tudi prihajajoče generacije, ki jih morda sploh ne bo, glede na to, kako se trenutno obnašamo. Skratka, mladi smo ugotovili, da že samo dejstvo, da se posega v naravo, ni v redu, predvsem prekomerno posega, hkrati pa, da se ogroža našo pitno vodo, ki je med drugim ena najboljših v Evropski uniji oziroma v Evropi nasplošno, in da se celo to dobrobit, ki jo naša država premore, s čimer se lahko hvali po celotnem svetu, poskuša ogroziti do te mere, da se moramo spet mladi boriti za nekaj takega, je dejansko nekako žalostno. In hkrati me žalosti, ko včasih kot prostovoljka oziroma tudi drugi prostovoljci se s podobnimi stvarmi soočajo. Ne govorim mimoidoče, starejše, mi rečejo nazaj, zakaj bi pa jaz to podpisala, itak me ne bo čez 10 let. In potem se malo vprašaš, a ne? Zakaj vodilni tako reagirajo? Mogoče zaradi tega, ker se zavedajo, kaj v bistvu je za njih ta trenutek pomembno, a je to kapital, najbrž je, in v bistvu ne gledajo na to, kako bomo mi naprej živeli. Ker oni vejo, da imajo vsaj zaenkrat zase vse priskrbljeno in vejo, da tudi naprej bodo s tem kapitalom, ki ga trenutno dobivajo, lahko mirno živeli. Medtem ko tukaj pozabljamo na najranljivejše ljudi, ki imajo že zdaj
ogrožene osnovne človekove pravice in pa na prihajajoče generacije in pa nas mlade. Ampak recimo odgovor na zakaj, ravno za ta referendum, je za vas kakšen potem? Zakaj? Zato, ker je to nekaj najbolj osnovnega. Zato, ker je to nekaj tazga, kar dejansko vsi potrebujemo. Vsi potrebujemo pitno vodo, da lahko živimo. Ne želimo živeti tako kot v Anhovem, kjer se morajo pač dnevno preskrbljevati z vodo od drugod, ker ne morejo odpreti pipe in danes piti vode iz pipe, kot jo lahko pijemo vsi tukaj. Mislim, da dejansko podzemna voda v Sloveniji predstavlja 70% pitne vode v Sloveniji in s tem zakonom ogrožamo tekoče vode, posledično podzemne vode in s tem se ogroža našo pitno vodo. Tako da mladi se zavedamo, kako katastrofalna je lahko tale novela zakona, kako katastrofalno lahko vpliva na naša življenja. Okay. In mi tega ne želimo. Uroš, v Ekokrogu ste imate vsekakor že zelo veliko izkušenj, tudi v zvezi z boji za zdravo okolje, zaščito narave. Se trenutno sedanji na nek način boji ali pa prizadevanja kakorkoli razlikujejo? Zaradi tega, ker kar je fascinantno je, da tekom v bistvu sprejemanja novele ves čas poslušamo, da se ministrstvo pravzaprav bolj ščiti zdaj priobalna zemljišča. In navkljub na nek način ves čas jasnim argumentom stroke se ta zavajanja na nek način ponavljajo in stopnjujejo, je tako zelo zagnana oziroma je tako zelo zagnano vodstvo Ministrstva za okolje za to, da zagotovi vabljivo poslovno okolje v Sloveniji, je to nekaj, na kar ste okoljevarstveniki in naravovarstveniki navajeni, ali je vseeno tukaj nek precedens in presenečenje? Pa mikrofon, če... Pardon. Tako bi rekel, nekega velikega presenečenja pravzaprav ni. Ta okoljska politika žal zadnjih 15 let ali pa več, odkar sem jaz, zelo podobno hlapčuje kapitalu. Zdaj je mogoče samo bolj odkrito, kot je leta nazaj. In mogoče rad bi sam tukaj razčistil, ne glede na to, katera politika, katera stranka, zdaj, če se gledamo leve, desne, sredinske, ne vem, rdeče, bele, karkoli, vse delitve, ki jih hočejo narediti, je dejstvo, da katerakoli politika bi naredila takšno potezo, kot jo je zdaj naredila ta, bi se v Ekokrogu odzvali enako. In to dokazujemo že več let. Drugo, kar bi rad rekel, da je voda tista, ki nas dejansko povezuje in mi smo že na prvi tiskovni konferenci povedali, da bomo nagovarjali ljudi vseh prepričanj in tudi vse stranke in da to je stvar, ki se tiče vsakega Slovenca in seveda ne samo tistega, ki danes živi, tudi tistega, ki še ga ni. In zato v bistvu tako aktivno na nek način smo že v prvih tiskovnih konferencah dali jasno vedeti pomen tega zakona. Seveda pa je mogoče opaziti to, da je po nekaterih primerih, ki jih je civilna družba uspela dobiti, po težkih bojih in po dobljenih tožbah, ta, če rečemo tem, umazan kapital, ki se ne trudi iskati rešitve, ki grejo skupaj s časom in iskati rešitve, kako, bom rekel, čim manj obremenjevati okolje, biti čim bolj prijazen do okolju, delati novosti, ki bojo šle v to smer, ampak to je tukaj druge vrste kapital, ki tega pač zavestno ne počne. To je druge vrste kapital, ki mu jaz rečem umazan kapital, pač odpira vrata na ministrstvih, pri politikih in tam doseže spremembe zakonodaje. In zadnja leta doživljamo neke vrste prav načrtovano spreminjanje okoljske zakonodaje, ki zelo zvito in počasi civilni družbi jemlje pravico vstopanja
v postopke, jim otežuje vstopanje v postopke, jim ne da, bom rekel, naša pritožba pravzaprav od zdaj po novih predlogih več ne zadržijo izvedbe del, mnenje dajalcem se po novem predlogu ZVO-2 odvzema pravica dati negativno mnenje. In tako naprej, to pomeni, da že do zdaj smo bili deležni več let spreminjanja okoljske zakonodaje, ki je šla v to napačno smer. Odvzeti pravico civilni družbi in iti na roke tem, če mu tako rečemo, umazanem kapitalu. Tako da na nek način jaz mislim, da je bilo treba nekje reči dostje, potegniti črto, in ta voda je tista, ki se mi zdi, da je šla pa res kaplja čez rob. Okay. Se mogoče pa še k kakšnim stvarem vrnemo, ki so bile omenjene, ampak bi glih v kontekstu tega, skratka različnih argumentov, ki se jih predstavlja, vprašala Nataša Sukič, kakšno okolje je parlament za predstavljanje utemeljenih strokovnih argumentov in na nek način tudi zato, da se na koncu dobi potem to bitko, torej z močjo argumentov in ne z argumenti moči. Ker nekaj, kar je zanimivo na strani zapitnovodo.si, kjer analizirajo v bistvu strokovne argumente, zakaj referendum in zakaj ne, oziroma kaj so odgovori na vse pomisleke, je zelo veliko citatov ministra za okolje ravno iz parlamenta. Skratka, zdi se, da parlament nekako lahko preživi vse, ne glede na to, kakšna zavajanja, ne glede na to, kakšne neresnice se širijo. Skratka, kakšno okolje je parlament za boje za javno dobro, skupno dobro, za pitno vodo? Lep pozdrav vsem skupaj. Bom mogoče malo sarkastično začela, ne? Kot opažate, verjetno je v zadnjem letu, kar se tiče zadev, ki so recimo povezane z okoljevarstveno problematiko, parlament precej toksično okolje, ne? Nažalost. Vemo, kaj se je zgodilo s to novelo zakona o vodah, da je v bistvu eden izmed simptomov tega, kar se dogaja pravzaprav že celo leto, ne? Ker se je tudi v protikoronskih paketih, če se spomnite, začelo z raznimi podtaknjenci in tudi z, bom rekla, omejevanjem participacije civilno-družbene sfere, okoljevarstvenih organizacij in njihovo pravzaprav onemogočanje, da bi lahko participirale pri postopkih, presojale, podajale pravočasno svoja strokovna mnenja in tako naprej. Isto velja tudi za ostalo stroko, ne samo za civilno-družbene organizacije. Vse to je nažalost vse bolj odrezano in nažalost seveda se trudimo predstavljati argumente, tudi na nujne seje vabimo predstavnike civilne družbe, pa stroke in tako naprej, da bi se slišali argumente, ampak na koncu, kot ste opazili ravno na tem simptomatičnem primeru, žalostnem primeru, glede novele zakona o vodah, na koncu zmaga argument moči, premoči, se pravi preglasovanja, ne? In zdaj smo res v eni taki situaciji, že čisto poblazneli, lahko rečem, kjer se dejansko dogajajo kar srhljive zadeve in ena najbolj srhljivih je ravno ta novela zakona o vodah, ki je precedenčna v več smislih. Predlagane spremembe, kot ste že sami ugotovili, bistveno rahljajo zaščito naših voda oziroma ne samo, da rahljajo, v bistvu že ogrožajo, ne, našo pitno vodo in s tem, kot je bilo povedano že prej, prihodnost generacij, ki prihajajo za nami in tudi naše življenje tukaj zdaj, vseh nas, ne. Navsezadnje tudi parlamentarcev, tudi tistih, ki so glasovali za ta zakon in se tega očitno ne zavedajo ali pa ne prevzamejo odgovornosti. Sprememba, veste, da je bila vpeljana po nekakšnem principu žrtvovanje večjega zla. V bistvu smo doživeli dva podtaknjenca, ampak najprej smo doživeli
postopkovno je bilo vse narobe. Najprej je bila javna razprava, ki se temu sploh ne moramo reči, javna razprava zelo zamejena, 14 dni, koliko ne. Potem je zakon po hitrem postopku. Zakaj po hitrem postopku, kam se mudi s takimi narostmi? No, za nameček pa se je potem odvilo tisto bistveno grozno na odboru post festum, po že upravljeni tej razpravi, kjer se je potaknilo 2 člena, ampak to je ta igra, potakneš 2, potem se pa malo umakneš, enega povlečeš nazaj, eden pa ostane, In ta eden, ki je ostal, ta 37. člen, je seveda zelo problematičen, ampak temu se lahko pozneje v debati, ko ste drugi več povedali, zakaj je problematičen. Skratka, to je ta igra, in to je tisto, kjer lahko ugotovimo, da imamo ministra, ki bi moral pravzaprav biti minister za gospodarstvo, ne pa minister za okolje. Toliko zaenkrat. Pa je mogoče vseeno tukaj, tako tudi iz vidika demokracije, za vas, kot za parlamentarno opozicijo, tudi pomemben moment, glede na to, da so bili že poskusi v bistvu razpisa referendumov, ki niso bili uspešni, tukaj gre za na nek način drugačno, nepolitično delovanje, skratka jasno, oziroma ne politizirano delovanje, ampak jasno politično ravnanje v korist prihodnosti, v korist narave, s strani ljudi oziroma civilne družbe. Je tukaj nek potencial, oziroma ne vem, se v političnih krogih prepoznava tem potencial neke obrambe demokracije, ki se še ni izkazala za votlo, torej obramba, Torej, da je to še mogoče nek moment, kjer vendarle lahko neke demokratične principe ohranimo. Ja, absolutno. Moram reči, da pozdravljam to civilno družbeno, zelo dobro vodeno, zelo močno in zelo odlično koordinirano akcijo. Res pozdravljam in to je res nekako se poklopilo v trenutku, ko nasplošno vidite, da je prišlo do erozije demokracije, demokratičnih standardov v tej državi. Imamo hude probleme na celi črti, kar se tega tiče, kot si sama ugotovila, je nekaj poskusov za razpis referenduma propadlo z različnimi triki, od tega, da se omejuje pravico do referenduma z izgovorom, da smo v obdobju epidemiološke krize in se zamejuje s temi interventnimi protikoronskimi ukrepi, pa se potem v te ukrepe stlači vse, kar ni, tudi marsikaj, kar nima nobene zveze z recimo samo epidemijo, Ravno te okoljevarstvene tudi zadeve, pa še kaj drugega. Tako da vemo, v kakšnem trenutku se nahajamo in demokracija je resno ogrožena in ta akcija je odličen odgovor tudi v širšem smislu, ne samo v bitki za ohranjanje čiste pitne vode, kar je primarni namen tega, ampak tudi je širše sporočilo, da demokracija pač ne sme umreti in da ni votla in da se skupaj lahko izborimo ponovno za neke osnovne standarde, ne samo okoljske, ampak tudi demokratične. Zdaj v bistvu okoljski boji, tudi ki jih vidimo v zadnjih letih, postajajo zelo raznoliki, mislim, so tudi v preteklosti bili, ampak mogoče jih tudi mediji nekako več pozornosti posvečajo. Pred kratkim so v Švici na hribu Mormont vzpostavili, čemur so rekli, obrambno cono, da bi preprečili načrtovano širitev cementarne Lafarge-Holcim. Hkrati vidimo tudi v bistvu v Britaniji, marsikje drugje, jasne akcije v bistvu zasedanja prostora in branjenja prostora z lastnimi telesi, mladih pa tudi starejših aktivistov. Hkrati vidimo tudi zelo pametne in premišljene, v bistvu pravno in strokovno podprte tožbe, ki jih mladi vlagajo, zaradi tega, ker vlade ne delujejo dovolj konkretno in dovolj ambiciozno, da bi se preprečili in omejili oziroma omililo podnebne spremembe. Pa me zanima, v gibanju Mladi za podnebno pravičnost vidite te boje kako? Zdaj v Sloveniji ravno v primeru Lafargea
smo videli, da se da, pa tudi v primeru recimo Save v zadnjem času, skratka se s tožbami da doseči pomembne stvari, pravna sredstva so pomembna, pravna varnost, pravne zaščite. Hkrati pa so verjetno je možnih še veliko drugih akcij oziroma drugih načinov boja. Pa me zanima, ta referendum za vas pomeni kaj, oziroma ta akcija zbiranja podpisov in potem verjetno tudi sama referendumska pobuda in priprava na referendum. Ja, zdaj, načeloma v Gibanju Mladi za podnebno pravičnost imamo tudi pravnike. Seveda je treba velikokrat, ko pregledujemo kakšne dokumente, uporabiti tudi pravno pomoč in to nam zelo prav pride. Zdaj, da bi dejansko šli v kakšno tožbo, vsaj odkar sem jaz tukaj v tem gibanju, še nismo. Načeloma se bolj fokusiramo na neke direktne akcije, s katerimi probamo prek medijev potem opozoriti na to, kaj se dogaja. Zdaj, ta referendum je za nas nekaj čist novega, čist neko drugo področje. Če smo do zdaj recimo pregledovali kakšne dokumente, pa potem z neko udarno akcijo opozorili vodilne oziroma naše odločevalce, da se s tem dogajanjem ne strinjamo, smo zdaj prešli v neko čist drugo stopnjo, kjer v bistvu v sodelovanju z Ekokrogom, Humanitärom, Civilno iniciativo Danes, Balkan River Defense, Greenpeaceom in še ostalimi, predvsem pa inštitutom 8. marec, ki dejansko takšne stvari, kot so referendumi, obvlada. Pridobivamo neke nove izkušnje in spoznavamo tudi neko novo področje, ki mislim, da ga bomo na žalost v prihodnosti mogli še velikokrat uporabiti, ker dejansko na koncu ugotoviš, da kljub temu, kako se boriš in poskušaš s protesti, z akcijami izraziti svoje nezadovoljstvo, svoje nestrinjanje z dogajanjem, to na koncu ni vedno dovolj, ne. Že samo pred tem referendumom smo Mladi za podnebno pravičnost marsikaj izvedli, smo se pridružili na tiskovnih konferencah, smo pisali medijske izjave, smo imeli 2 akciji, bil je protest, vse živo, torej res smo izrazili nestrinjanje, pa še vedno nismo bili poslušani oziroma še vedno nismo bili slišani. Torej, ne samo, da nismo bili poslušani, ker velikokrat slišimo tudi strani našega ministra za okolje in prostor, ministra Vizjaka, da si želi dialog z nami, pa tega pač ni. Če bi že vsaj to bilo, da bi dejansko imeli nek občutek, da se nas jemlje resno, ker naše delo ni kar nekaj povprek, ampak je dejansko osnovano na močnih iztočnicah, bi še rekla, v redu, pač so nas poslušali, ampak se jim je zdelo to nesmiselno, ker pa še to nismo, me pa še toliko bolj žalosti, no. Imamo v skupini veliko ljudi oziroma v gibanju nas je preko 300, od tega veliko aktivnih članov, ki pomagajo pri pregledovanju dokumentov, branju znanstvenih člankov in tako dalje. Tako da naše delo je strokovno podkovano in tudi ta referendum je recimo strokovno podkovan. Veliko delamo recimo z Urošem, ki to področje obvlada, pa seveda tudi z drugimi strokovnjaki, profesorji in tako dalje. Pa je recimo tako odziv, na katerega naletite, če niso ravno starejši, ki vam rečejo, se čez 10 let me ne bo več, zakaj bi šel to podpisati, je med mladimi to postalo nekaj, kar je mogoče drugače prisvojeno in posvojeno kot del mladosti, kot celo del nečesa, kar je fajn, kar pravzaprav spada zraven, torej aktivizem, to, da ti je mar za prihodnost, mar za okolje. Na kakšne odzive ste naleteli v bistvu med mladimi? Jaz bom tako rekla, če sem bila še sama recimo 2 leti nazaj relativno pasivna, pa če so bili moji prijatelji še recimo 1 leto nazaj pasivni, se mi zdi, da so dejansko v času korone začeli opažati stvari, ki se dogajajo znotraj politike, znotraj okoljske problematike.
Veliko jih je dejansko se začelo ukvarjati tudi s temi tematikami in se mi zdi, da kar se tega tiče, se mladi prebujamo, kar me zelo veseli. Sploh ta referendum je pa tu neko tako področje, ki se, kot sem že na začetku povedala, tiče vseh nas in nas združuje. In ko slišimo od kakšnega mimoidočega, da tega ne želi podpisati, ker se ne želi politično opredeljevati, me malo zaboli, ker tukaj ne govorimo o politiki. Seveda je to tesno povezano tudi s politiko, ne nazadnje, ampak narava je nam skupna stvar in dostojno življenje je nam skupna stvar. Zato me zelo veseli, ker vidimo ogromno mladih, ki pridejo podpisati obrazce za referendum, ki jim je mar, ki so na stojnicah, ki nam pomagajo zbirati podpise, predvsem to velik delež ljudi, ki so na stojnicah pred upravnimi enotami, ki pomagajo pri koordinaciji, ki pomagajo pri izdelovanju letakov, je ravno mladih. In mislim, da se vsi strinjamo, da kakor je neka taka stvar slaba, je dejansko tudi dobra, ker nekako ljudi, če se lahko tako izrazim, brcne v rit, da začnejo spremljati dogajanje in se začnejo zavedati, da v bistvu, čeprav živimo v nekem takem mehurčku, življenje ni tako lepo, ni tako preprosto in dogaja se veliko, veliko grdih stvari, ki so nam bile mogoče prej malo bolj skrite, ampak dejansko s takimi pobudami, kakor je ta, pridejo v javnost in se o njih začne malo bolj govoriti. Tako kot je Nataša prej povedala, bila sta 2 člena, 69. je bil tisti, ki je bil res, res konkretno sporen. Če bi se to sprejelo, ne vem, kaj bi bilo z nami. Ampak ja, potem so pod pretvezo, da delajo nekaj dobrega, ta člen odmaknili in takrat je tudi pompozno prišlo v medije, 69. člen, ki je ogrožal vodovarstvena območja, so odstranili ven iz te novele zakona. Hkrati se je pa pozabilo na ta 37. člen, ki je prav tako zelo ogrožujoč za nas, Tako da ja, mladi se vedno bolj zavedamo tega, kaj je politika, kaj pomeni to, kar mi počnemo v naravi za našo prihodnost. Okay. Zdaj, jaz v resnici sem vesela tudi, da lahko v bistvu promoviram to, da sprejemamo tudi vprašanja publike oziroma vseh, ki nas spremljate, zato da bomo na nje poskušali čim boljš odgovoriti. Tudi z že prvim vprašanjem, in sicer Darje, pa mogoče Uroš, glede na tudi izkušnje, ki jih Eko krog ima z temi različnimi manevri oblasti, ali je to ustanavljanje skupin brez jasnih pooblastil, ki samo pač vzamejo čas, oziroma te neke šok politike, ko zelo nekaj groznega ponudijo in potem nekaj umaknejo, ampak vseeno gre grozota malo manj huda naprej. Je zdaj tukaj mogoče vprašanje sicer bolj tehnične narave, in sicer Darje, ki pravi, mnogi ljudje, ki so prišli oddati svoj glas oziroma podpis, so spraševali, zakaj sta 2 iniciativi, kajti če bi bila samo ena, bi bilo že zbranih dovolj podpisov. Mogoče kakšen komentar oziroma pojasnilo. Uroš, mikrofon. Dejstvo je to, da so dve pobudi, definitivno ni dobro, ampak žal mi vemo, da smo zastavili z reševanjem te problematike 8. marca in da smo že prvi, drugi tiskovni konferenci povedali, da bomo šli po vseh pravnih poteh in do konca, če treba tudi z referendumom. Nekako neusklajeno se je pojavila ta druga pobuda. Mi smo svojim ljudem in svoje obljube dali in zato smo tudi svoje delo speljali do konca. Na koncu so se tudi izvajali pogovori za združitev teh 2 pobud, vendar se je pobuda Vode ne damo odločila za drugačno taktiko, in sicer dopis na sodišče, kjer so zahtevali, da se obe pobudi združijo v en postopek. Mi pa smo se nekako odločili, da je pravno možnost za to zelo majhna in da bi preveč riskirali,
da vsak dan, ki bi ga izgubili pri podbiranju podpisov, je preveč dragocen. Imeli smo vse pripravljeno, ljudje, prostovoljci, dobra energija, vse materijale in enostavno ni bilo več možnosti. Riziko je bil prevelik. Zato smo pač sprejeli svojo odločitev in šli zbirati podpise. To danes seveda dokazuje, da je bila naša odločitev zelo pravilna in verjamemo, da nam bo uspelo. Medtem ko druga pobuda še vedno čaka na odločitev sodišča. Sicer pa mi vedno rečemo, če so ljudje v zagati, da ne vejo, kaj bi naredili, absolutno je bolje podpisati obe peticiji kot nobene. Je pa res, če bi se združile, bi bilo lažje. Mi smo to prošnjo na njih naslovili nekako pač, se pravi, odločitev, taktika je bila drugačna, nič hudega, vso pravico so imeli do te drugačne odločitve, ne obsojamo, mi pač svoje obljube držimo in nameravamo speljati do konca. To je eno in seveda je to na nek način, tudi če se malo navežem na vprašanja prej, kaj ta referendum pomeni, na nek način je en ogromen preizkus, ali se civilna družba se je sposobna organizirati do te mere, da lahko spelje pobiranje teh 40.000 overovljenih podpisov v zelo neprijetni situaciji, ko so upravne enote dosti zaprte, ko nekje zahtevajo naročanje, ko je dosti teh omejitev, dosti težav, ko se kar nekaj javljanja s terena, da tudi elektronski podpisi ne grejo naprej, tako kot je treba. Se pravi, če vsem tem uspemo, je to dejansko en velik preizkus organiziranosti civilne družbe in jaz sem prepričan, da nam more uspeti in ob tem seveda še pozivam vse ljudi, ki še niso oddali ta podpis, da ga grejo oddati takoj, zato ker zadnji dan, predzadnji dan je lahko prepozno, ker mi ga rabimo imeti v fizični obliki, v svoji roki in ga moramo oddati, šele takrat velja. In drugo, ko nam bo to uspelo, v kar verjamem, da nam bo pa potem nastopil en trenutek, ko bo pa ta referendum preizkus zrelosti naroda. Kar pomeni, jaz pričakujem ogromen PR z nasprotne strani, kjer se bo poskušalo ljudi izjemno spreti med seboj, jih deliti med sabo in zavajati z izjemno spretnim neresničnim PR-em, zavajajočim in tako naprej. In tu se bo pač narod pokazal svojo zrelost. Prvič, ali bo znal videti, kje je resnica, ali bo znal videti, kaj je pomembno za prihodnost tega naroda in kakšno vrednost ima voda in kaj pomeni to za naslednje generacije in ali bojo ljudje odšli od doma v zadostnem številu na referendum, ker se šele dovolj ljudi na referendumu bo pomenil uspešen zaključek vse te akcije od začetka do konca. Tako da ta referendum bo pokazal na nek način marsikaj. Ja, in zdi se tudi, to, kar je bilo že prej tudi omenjeno, da se v bistvu nadgrajujejo načini, kako se lahko tudi manipulira oziroma omejuje voljo civilne družbe. Tukaj se zdi, da so izkušnje tako iz tujine, kakor iz Slovenije kar pestre in se učimo vedno več. Me pa vseeno zanima, mogoče najprej tukaj, kaj je tokrat šlo prav? Jaz se spomnim, da bile so tudi pobude, mislim, da tudi strani Ekokroga, da bi se okoljevarstvene organizacije nekako bolj združile, da bi se povezali, nekako neko skupno fronto naredili. Pa so pa različne stvari bile, ali je padla vlada, ali je kaj drugega prišlo, ali kakorkoli, ali so neke pobude v bistvu same se izkazale za tako slabe, da niso, tudi če so bile na nek način mogoče začetek ideje o nekem združevanju. Kaj je tokrat šlo prav? Skratka, kaj je tisto, kar deluje, na čemer se da graditi pozitivne akcije in kaj mogoče tudi je ključno pri temu, da se potem ne zapade oziroma da se čim bolj onemogoči kakršnekoli poskuse razdvajanja in sledenja
idejam in praksam deli in vladaj? Jaz mislim, da tokrat je razlog, zaradi katerega se civilna družba združuje ta prav. To je, bom rekel, spreminjanje zakona o vodi na način, ki je nesprejemljiv in ki bi pustil posledice, ki jih ne smemo dovoliti. To je prvič. Drugič pa dejansko jaz, tako kot je že Sara prej govorila, opažam veliko aktivizacijo mladih, kar me izjemno veseli. V 10-15 let nazaj v primeru Lafargea smo si samo želeli kaj podobnega. In dejansko ta družba se je začela spreminjati, mladi so začeli razmišljati, da morajo aktivno vstopiti v spreminjanje te družbe na boljše. In to se dogaja. Tako da lahko rečem, da sem samo izjemno vesel, da je takšna ekipa, ki deluje zdaj za referendum, se zbrala, da se pravzaprav en od drugega učimo in nekako združujemo in energijo in znanje in ideje enega, drugega, tretjega in to se mi zdi, da je nek pokazatelj, da to je ta prav način. Glede poskusov združevanja večjih civilnih iniciativ, nevladnih organizacij in vsega, kar se je pa že v preteklosti nekako poskušalo, se pa, bom rekel, iz takih poskusov tudi nekaj naučimo. Jaz mislim, moje osebno mnenje je, da takrat smo mogoče zastavili na preveliko, prišlo je ogromno število raznih civilnih iniciativ, nevladnih organizacij, ne vem kaj vse skupaj, z tako različnimi, bom rekel, načini komunikacije, vrednot, vsega tega in tudi tega, kaj koga zanima in na kaj se kdo pravzaprav sploh fokusira, da je bilo to zelo težko skoordinirati. In dosti boljši je poskus začeti z manjšim številom bolj preizkušenih, bolj zrelih društev, organizacij, civilnih iniciativ, ki se med sabo že mogoče iz katerih stvari odprej poznamo, si bolj zaupamo, vemo, kako delamo in potem počasi od spodaj graditi neko zadevo. To kaže, da je bolj pravilna pot in da nam gre na tak način boljše. Mogoče potem eno vprašanje nazaj, če se pa vseeno vrnemo na to politično areno. Glede na to, da so omenjeni tudi v bistvu občine kot akterji in zagovorniki javnega interesa pri samih pogovorih oziroma na splošno, naj bi tudi igrale, pa glede na različne izkušnje, bi me zanimalo mogoče konkretno, je težje v lokalnih, recimo mestnih oziroma občinskih svetih vzpostavljati demokratični dialog in iskanje neke skupne rešitve, ali je parlament večji zalogaj oziroma je tam še težje? Skratka, kje je pravzaprav polje za boje in za zmage demokracije, kje se zdi lažje oziroma v čem se razlikujeta, mogoče sta si podobna, kakšne so izkušnje Levice? Ja, to je pa kar malo težko vprašanje, seveda je odvisno, za kaj gre, ne. Zdaj, jaz imam izkušnjo iz preteklosti, ko sem bila še mestna svetnica, pa vem, da ko se ti na mestni ali pa lokalni ravni ukvarjaš z nekimi problemi, ki jih začutiš kot bolj konkretne, ne, niso toliko na abstraktni ravni, kot včasih pač kakšne debate v parlamentu o nekih zakonih, ne, pa nimaš istega občutka, ne. Se mogoče da na občinski ali pa lokalni ravni hitreje dogovoriti kakšne ključne stvari, ali pa tudi ne. Se pravi, odvisno, za kaj gre, na žalost. Imamo tudi negativne izkušnje, ne. Ampak recimo, spomnim se v mestnem svetu, MOL, ko smo recimo za trgovinske sporazume, ko je bila takrat tudi recimo široka družbena mobilizacija, mislim, da smo bili uspešni na lokalni ravni, na parlamentarni pa seveda ni več tako, ne. Na parlamentarni ravni sami vidite, da so te silnice izjemno striktno razporejene, ne, pač glede na politične stranke in včasih se mi zdi,
da včasih tudi iz principa recimo koalicija ne sprejema dobrih pobud opozicije ali pa civilno-družbenih iniciativ, strokovne javnosti, kakorkoli iz nekega principa, potem pa mogoče včasih nekako malo predrugači pa zapakira kakšne stvari pa jih proda kot svoje čez nekaj časa, ne, skozi naprimer, ne vem, zdaj govorimo protikoronskih paketih konkretno, kjer je bilo stotine amandmajev strani opozicije, pa mislim, da sta bila sprejeta 1 ali 2, kar je absurd. Potem smo pa vendarle videli neke podobne rešitve v naslednjih protikoronskih paketih, tako da pač problematično je to, ker v parlamentu se pač gradijo politike in delajo politike za celo državo, ne. In je pač to ta raven odločanje pač se dotika vseh nas, naših življenj povsod. In se pravi, sega tudi ne pronica prodira na lokalne ravni, se pravi, ker tam pač živimo v različnih občinah. Tako da dosti bolj usodno je, ne, kaj se dogaja v parlamentu na splošno. Na lokalni ravni pa mislim, da se da več doseči v resnici, ampak spet odvisno od konstelacij, mogoče kakšna problematika, ja, ne, recimo fracking. Če se spomnite bitke okrog frackinga, mislim, v Levici smo 3-krat vlagali novelo zakona, s katero bi prepovedali fracking in smo bili zelo blizu uspehu. Nažalost nam je zmanjkalo v parlamentu za en glas, ampak na občinski ravni v Lendavi je takrat iz Lendave prišla iz občinske ravni pobuda v parlament za božjo voljo ustavite fracking, ne. Tako da se je na občinski ravni se je dalo, kljub temu, da mislim, da je SDS tudi tam precej močen, se je nekako dalo. V parlamentu se pa nenadoma nažalost ni dalo, ne. Tako da. Koliko so pa recimo argumenti, ker v Ljubljani, ne, pa ni verjetno edini primer, ampak je eden zelo aktualen primer gradnje v bistvu na vodovarstvenih območjih, tudi sporen C0, kanalizacijske cevi. In zdi se, da v bistvu neke te prakse zelo hitro potem politiki izrabijo za to, da rečejo, saj že prej ni delovalo ali pa ne, v bistvu potem za zavajanje zdaj spreminjamo, da bo drugače ali pa da bo bolje. Skratka, ne, tukaj se zdi, da so šli neki projekti mimo, ki ne bi smeli, lahko se pogovarjamo tudi, no, ta primer, da se tukaj ustavim. In zdi se to, kar je tudi na začetku mogoče Uroš omenil, da se zakonodaja, ne, hkrati sistemsko niža. Zaščite so vse nižje in nižje. Pa me zanima, a je možno v bistvu uporabiti, ne vem, teren ravno zato, kar je bilo s frackingom omenjeno, da se zaščite zviša. Torej, kje je tukaj pravzaprav na nek način to zaupanje v lokalne skupnosti, da zaščitijo svoje okolje, da se jim ponudi neko orodje, zaščito, da so močnejši v svojih okoljih in da hkrati, ne, v bistvu, ja, mogoče je to vprašanje lahko v celoti, pa ne bom nič kontrano. Ampak skratka, ja. Ne vem, če sem čisto dobro razumela, ampak ravno ko si omenila ta kanal C0, ne, no to je ena izmed tistih bolj nevralgičnih točk, kjer smo v Levici ves čas bili kritični do tega nedopustnega eksperimentiranja, ne, da poteka kanal čez najbolj občutljivi del vodovarstvenega območja pač tukaj v Ljubljani, ne. In tukaj seveda nismo našli skupnega jezika, ne, na mestni ravni. Tudi v parlamentu smo opravili razpravo o tem na pobudo Levice. Mislim, da je bila Levica tista, ko smo sprožili to razpravo in vendarle nekako nismo uspeli, ne. Tukaj pač enostavno ni posluha in standardi zaščitni, ne, se dejansko drastično nižajo. Nažalost tudi na lokalni ravni pogosto, ne. Zato, ker pač poteka sledeča zadeva, ne. Recimo ti ne pridobiš vseh dovoljenj, ne, ali pa teh presoj okoljskih vplivov, ampak dobiš sredstva, začneš graditi, imaš projekt, se zaženeš, začneš graditi in potem ti manjka tam samo še del, da bi dokončal, to je primer C0.
In seveda, potem začneš izsiljevati, gledajte, koliko smo že vložili, to je skoraj zgrajeno, samo ta del nam še manjka. In na ta način potekajo te stvari po celi Sloveniji. Ne? To zdaj Cenič je samo en izmed primerov, kako se to počne. Ne? Tudi tam, kjer pač je najbolj kritično območje ali pa sporno območje, pač boš tisto počakal za na konec, prej boš vse postavil, boš pa rekel, gledajte, a bomo zdaj vrgli vse to proč, koliko smo vložili denarja v to, ljudje rabijo to, rabijo ono, rabijo to cesto, rabijo, ne vem, ta kanal, mislim, in na ta način to poteka in tudi, če na račun drastičnega nižanja okoljskih standardov. In mislim, da tega zavedanja enostavno še ni. In zato me zelo, zelo veseli, da se tako zelo krepijo civilno-družbene iniciative in celo gibanje, ta gibanje za podnebno pravičnost in tako naprej. Zato, ker enostavno to bo tisto, kar bo moralo nekako premakniti zavest na višjo raven, s tem pa se bodo tudi okoljski standardi začeli spet pomikati v smer, kamor bi se morali, ne pa obratno. Ne vem, če sem odgovorila. Ne, ja. Ampak v bistvu to je na nek način je skratka, ljudje so zdaj prepuščeni nazaj sami sebi, ideja v to, da politika bo že poskrbela za dobro nas vseh, to lahko opustimo in je treba... Ne, čisto, sej obstajamo stranke, recimo Levica se zelo konkretno bori za zaščito okolja, predlagamo številne stvari, tudi zakon o prepovedi frackinga recimo, ali pa borimo se za podobne cilje, kot se bori civilna družba, samo pač dovolj glasov je treba zbrati, ali pa pravo koalicijo je treba vzpostaviti in to koalicijo potem prisiliti, da bo implementirala neke stvari. Trenutno, žal, ta trenutek smo v nezavidljivem položaju, imamo koalicijo, ki ne verjame niti v podnebne spremembe, sami veste, da premier Janez Janša misli, da je to teorija levičarske zarote, da to ne obstaja, da je to samo naraven cikel, ki tako skozi celo zgodovino in ne priznava tega, da se bližamo recimo kritični točki leto 2030, ko nam grozi podnebni zlom in posledično potem enostavno zrušitev sistemov. Tako da in tukaj se potem ali pa sprenevedanje vladajoče politike zdajle, ko recimo se bodo dobivala sredstva za okrevanje in odpornost, iz sklada za okrevanje in odpornost, kjer je pogoj, da mora biti to vse zeleno naravnano, digitalizacija in prehod v zeleno. To je navadno sprenevedanje, se nekaj leporečijo, v ozadju pa potem dajo od sebe projekte, ker je jasno, da počnejo vse drugo, kot da jih zanima zaščita okolja, recimo vlaganje v beton, gradnje cest, pa hidroelektrarne na Savi, pa vse sami veste, kaj vse se trenutno dogaja. Ok, pa bom pa zdaj mogoče vsem kar vključila eno vprašanje Maksa, ki je sicer zelo bolj politično, pa mogoče ni toliko vezano na samo zbiranje podpisov za referendum za vodo, ampak vsem pa pač povezano tudi z vprašanjem mogoče političnih bojev. In sicer sprašujem, Maks, kaj bi se zgodilo, če bi vsi poslanci opozicije odstopili in njihovi nasledniki isto? Kakšen postopek sledi, če ni v parlamentu dovolj poslancev? Vse to je berem zadnje čase te ideje, ki prihajajo iz protestniškega gibanja, češ, zakaj vendarle poslanci opozicije ne zapustite parlamenta. Nič se ne bo spremenilo, dokler imajo oni v seštevku večino, dokler so sklepčni. In to je treba pojasniti. Mi, če bomo odšli z parlamenta, to ne pomeni, da je s tem padel parlament in da bomo izsilili predčasne volitve. To se bo zgodilo v tistem trenutku, ko bomo mi zbrali dovolj glasov, da enostavno zrušimo to grozljivo koalicijo, ki je trenutno na oblasti. Če pa mi zdaj odidemo, potem se bo zgodilo samo to, da bodo oni lahko, dobesedno jim odpremo avtocesto, da bodo lahko sprejeli zakon o debirokratizaciji, ki pomeni kaj? Ki pomeni konkreten poseg v 20 nekih ključnih zakonov
in pomeni suspens 200 zakonov v našem pravnem redu. Lahko si predstavljate, kam to pelje. Ali pa recimo medijski zakon, ki bo ponovno na mizi, ali pa spet agencije, ko hočejo imeti 2 super agenciji in sesut avtonomijo ključnih regulatorjev trga, da se ne pogovarjam o kakšnih okoljskih zadevah, ki bodo katastrofa. S tem odpremo avtocesto, ne bo več nobenega mehanizma, nobenega, ki bi bil branik pred tem navalom vseh teh idej, ki smo jim trenutno priča. Mi pa vendarle imamo na voljo, če nič drugega, res, da smo manjšina, še zmeraj po seštevku glasov, ampak imamo na voljo številne procedure, da zavlačujemo, da onemogočamo, da jim ne pustimo, da se škodljive stvari implementirajo kar tako, čez noč. Hvala. Še eno komentar, ki pa mogoče tudi potem, da se navežemo še na Saro. In sicer Simon, ki je tudi aktiven pri zbiranju podpisov, je napisal, da osebno opaža, da gre prav pri zbiranju podpisov zdaj za referendum, za veliko medgeneracijsko solidarnost, da je ogromno podpisov zbralo v bistvu veliko mladih, med podpisniki pa je ogromno tistih, ki so že v penziji. Pa me mogoče Sara zanima, mislim tako ob tem, kar smo pa ravno kar zdaj slišali, komentar lahko na samo to opažanje s terena, ampak hkrati, kaj pomeni politično, da ne bom napačen izraz, ampak v bistvu odraščanje v političnega državljana, torej nekoga, ki ima volilno pravico, ali pa ki je angažiran, torej politično odraščanje v sedanji situaciji. Kaj opažate, kaj so izzivi, kako vi razumete demokracijo in tisto, na kakšne načine se jo brani oziroma izbori? Kot prvo se mi zdi smiselno izpostaviti to, da mladi smo v tem obdobju, odkar se rodimo, pa do tega, ko postanemo volilni upravičenci, dejansko nekako izločeni iz družbe kot politike. Torej, meni vedno, ko se o tem pač pogovarjamo, pridem dejansko do sklepa, da mladi s politiko nismo seznanjeni. Če želimo politiko potem kasneje spremljati, oziroma vsaj takrat, ko smo polnoletni, iti na volitve, se moramo z vsem sami seznaniti. In že to se mi zdi zelo problematično. Se mi zdi, da se potem mlade označuje kot pasivne, neaktivne državljane, ampak hkrati se pa ne zavedamo, da je to neka problematika, ki je dejansko problematika zaradi tega, ker imamo v sistemu napake. Torej, mi mladih ne ozaveščamo, jih ne izobražujemo, kako politika poteka. V osnovni šoli mislim, da smo imeli en predmet, ki se je imenoval državljanska in domovinska vzgoja ter etika, in to je bilo 1 leto, enkrat na teden, pa še to bolj okrnjene narave. Tako da ja, predvsem bi mogli že sistemsko to spremeniti, da bi mlade že tekom odraščanja dejansko upeljali na neke tirnice, kjer bi dejansko lahko postali aktivni državljani. Zdaj, kako mi dojemamo demokracijo, tako kot se dogaja v zadnjem letu, je recimo jaz ne dojemam. Jaz trenutno naše države ne dojemam kot konkretno demokratično državo. Ravno zaradi tega, ker kljub temu, da je ogromno iniciativ, kljub temu, da ogromno ljudi izrazi neko skrb, neko nezaupanje, politiki še vedno nimajo posluha za nas, če temu lahko rečem, navadne ljudi. Tako da ja, je ta referendum nekaj takega, kar je morda vzbudilo v mnogih mladih tisto iskrico, ki jih bo mogoče peljala do bolj aktivne participacije v naši družbi. Me pa še vseeno skrbi ravno to, da se velikokrat z mladimi pogovarjam, pa morda celo kdo kdaj ne ve, kdo je predsednik vlade. In tega je ogromno, tega je res ogromno. Mogoče se komu zdi smešno, mogoče se zdajle smejim, ampak mi v resnici ni to zelo smešno, kakor mi je zaskrbljujoče, ker če bi dejansko mladi začeli družbeno
kritično družbeno razmišljati, no. Se mi zdi, da bi bili čist nekje drugje. In to je razvidno iz tega referenduma, kjer mladi aktivno sodelujemo in se trudimo in mnogo mladih podpisuje ta referendum. In situacija bi bila popolnoma drugačna. Zato se mi zdi, da bo tudi mogoče v prihajajočem letu, ko bodo nove volitve, čas, da se mladi zbudimo in da raziščemo malo politiko in gremo na volitve in poskušamo spremeniti to, kar se ne dogaja samo zdaj, ampak se dogaja že desetletja. Tako da ja, kar se pa tiče tega povezovanja medgeneracijskega, pa zagotovo, sploh, tako kot sem že povedala, voda je vsem skupna in to, da vidimo starejše ljudi, ki so v penziji, da vidimo mamice z majhnimi otroki, ki pridejo na stojnico in prinesejo podpise, da vidimo mlade, ki grejo iz, ne vem, od tega, ko odpišejo maturitetni esej do upravne enote in oddajo svoje glasove za ta referendum, je v bistvu nekaj, kar nas žene naprej. Mislim, da se oba z Urošem strinjava, da če ne bi videli tega, da so ljudje zagreti, da so pripravljeni marsikaj narediti, zato da ta novela zakona na koncu ne bo šla čez, tudi mi mogoče ne bi bili tako borbeni, kot smo zdaj, no. Tako da nas zelo veseli, da so se zbudili tako mladi, kot tudi starejši, ki so mogoče že navajeni na neko politiko, pa se dejansko zavedajo, da se gre tukaj za okolje in da se gre za vse nas. Hvala, zdaj pa še eno vprašanje od Maje, pa mogoče bi Uroša vprašala, no, se vam zdi možno, da bi lokalna skupnost vzpostavila višje standarde varstva okolja, kot jih diktira zakonodaja in država? V kakšnem primeru bi bilo to možno? Pa se pa v bistvu nanaša na prejšnjo vprašanje pa odgovor, da trenutno se zdi, da lokalne skupnosti same izsiljujejo nižje standarde. Skratka, kdaj so lahko lokalne skupnosti tiste, ki si izborijo več, ko pride do okoljevarstva in naravovarstva? Ja, zdaj lahko rečem, da imam eno zelo prijetno izkušnjo, ko se spomnim recimo, kako je funkcioniral občinski svet v Zagorju in župan v primeru sežiga odpadkov v Lafaržu, kjer je dejansko leta in leta izpostavljal župan sebe, občinski svet v zaščiti lastnih občanov, ker je bilo zelo lepo doživeti in jaz mislim, da je bil na nek način župan tudi, vsa ta leta nagrajen tako z priljubljenostjo na volitvah, kjerkoli, zaradi tega. Ker mogoče bi bilo lahko tudi v razmislek vsemu županom, kaj početi. Biti, bom rekel, uslužen do kapitala ali prej gledati na zdravje ljudi in na okolje. To je zelo pomembno. Je pa moje mnenje, da to, kar poskušajo zdaj, ker je recimo predsednik državnega sveta rekel, da veliko bolj zaupa občinskim svetom kot pa stroki in podobne stvari, ko se razlaga, da so občinski sveti tisti, ki bojo varovali okolje, zato ker gradnja, ki bo zdaj dovoljena, mora biti dovoljena z prostorsko ureditvenimi načrti in tako naprej. Jaz mislim, da je to res ena neumnost. Ni občina za to, da varuje okolje. Vsi vemo, občine in občinski sveti in župani zasledujejo investicije, zasledujejo gradnje, delovna mesta, prihodke na občino in vse ostalo. In če si predstavljate, kako se bo branil nek župan, ko mu pride investitor z veliko denarja, ki obljublja neki delovna mesta, ki ima velike obljube, pa postavlja pogoj, da hoče, da ta objekt stoji tam na nekem priobalnem območju, da ta hotel njegov ima neki teraso povsem na jezeru, na reki, na potoku in tako naprej, da se premakne neka struga. In če je tam v igri veliko denarja, je župan zelo v neprijetni situaciji, kjer ko to zavrne, ga v bistvu opozicija zelo napada in je vprašanje, kako bo na naslednjih volitvah speljal.
In župani, če bi bili pametni, bi mogli biti prvi tisti, ki bi rekli, ne, tega pa mi ne bomo prevzeli na svoje odgovornosti, na svoj hrbet. Zato, ker bi se mogli zavedati, da bojo v tem trenutku izredno v težki situaciji. Sej seveda župani mogoče na kratki rok vidijo, imam ta načrt, pa ta, če bom sam lahko, bom rekel, znotraj tega, da bom potem pridobival neka prostorsko ureditvena načrta, da jih bom uredil tako, kot nam občina paše, potem bojo šla vsa dovoljenja dosti bolj gladko, kot gre sedaj. Seveda, slišimo, veste, sej bo treba dobiti tudi mnenje dajalci, bojo mogli dati mnenja, ampak glejte, zakon ZVO2, ki se pripravlja, jasno pove, ko bo ZVO2 takšen, kakršen je, če bo sprejet, piše, da lahko mnenje dajalci dajo samo pozitivno mnenje ali pa priporočilo, kaj je treba še narediti, da se izda pozitivno mnenje. Kar pomeni, karkoli si bo kapital zaželel, ki ima dovolj denarja, in bo prišel do politikov, ki hočejo to uslugo narediti, oziroma se bojo skupaj dogovorili, kaj bojo speljali, tega se več ne bo dalo ustaviti. In taka zadeva je nedopustna in ni možno, da občini damo to nalogo, ker občina te naloge ne more opraviti. To je dejstvo. In take spremembe zakonodaje, kot je bil ta zakon, so ravno zaradi teh stvari tako zelo nevarne, ker prinašajo tako pomembne stvari. In če si samo pogledamo občino Hoče - Slivnica, ko pride dovolj investitor, imamo gradnjo na najboljši kmetijski zemlji in imamo gradnjo na vodovarstvenem območju. Če pogledamo, kako kapital vpliva na politiko v Anhovem, tudi vidimo. In kjerkoli ima kapital ogromno moč in občine niso tiste, ki bi lahko ubranile okolje. Ta zakon mora biti jasno napisan. Ne dovoli. To mora pisati. Se ne dovoli. Čim se dovoljujejo neke izjeme, je samo vprašanje časa, kdaj se bo izkoristil to, kdaj bo prišel do nekega človeškega faktorja, do nekih pritiskov, ker vsi vemo, da kako potem politika preko raznih vzvodov zvija roke mnenjedajalcev in jih potem pritiska. Mi smo doživeli tudi podpis obrnjen na glavo, kjer je oseba, ki je podpisala dovoljenje za Lafarge PC, obrla list in se podpisala na glavo. In zato so ti postopki zelo pomembni, ti postopki tudi spreminjanja zakonodaje. In zato je na nek način zdaj dejansko demokracija na veliki preizkušnji. Če mi dovolimo, da se zakonodaja, okoljska zakonodaja, spreminja na način, kot se je tu privodi, potem je demokracija lahko zelo ogrožena. Ker kaj je tukaj zelo pomembno? Izigra se in civilno družbo in vso stroko na način, tako kot je bilo že danes povedano, da se reče, da se komunicira, da gre za manjše spremembe, ki ne bojo vplivale, potem vse pripombe, ki so bile dane v zakon, niso bile upoštevane in to brez obrazlag. Danes, če se nek zakon spreminja, bi moglo jasno pisati. Glejte, star člen se glasi takole, nov člen se glasi takole. Razlogi, zaradi katerih spreminjamo star člen, so navedeni tukajle. Cilji, ki jih pa zasledujemo za spremembo zakona in ki jih hočemo doseči, so pa napisani takole. In tako bi mogel biti zakon, vsaka sprememba zakona dana v javno obravnavo. To pomeni, da civilna družba, ko to prebere, ima jasno in lahko nalogo. Star člen, nov člen, razlogi za spremembo in cilji, ki jih zasledujemo. Mi pa dobivamo spremembe zakonodaje, kjer so vsi členi med seboj pomešani, kjer sploh ne veš, kakšen je namen spremembe zakona in lahko samo ugibaš. In v tem primeru je civilna družba popolnoma vržena iz postopkov in je tudi strokovnim organizacijam izjemno oteženo sodelovanje. In drugo, kar je, ko se enkrat taki postopki speljejo in grejo v javno obravnavo, gre v javno obravnavo eno besedilo, ki, če že ne bo to skrajšan postopek ali pa normalen, regularen postopek, potem civilna družba se ukvarja s temi besedili, stroka se ukvarja s tem besedilom, naknadno pa gre to besedilo v temu rečejo
medresorsko usklajevanje, kjer potem pridejo pa ključne spremembe v zakon, kar se pa seveda ne bi smeli nikakor zgoditi. Ker pomeni, če nas 5-10 partnerjev podpisuje neko pogodbo in delamo na tej pogodbi, na koncu jo preberemo in se dogovorimo, da je to in jo podpišemo, potem pa nekdo potem da še 2 člena noter. Mislim, kakšna je vrednost te pogodbe? Ista kot je vrednost zakona, kjer po javni obravnavi v medresorski dogovarjanju dajo 2 člena noter, ki jih niti stroka, niti civilna družba ne vidijo. Kar pomeni, nas imajo samo zato, da tam delajo neke kljukice, da je šlo po nekih postopkih, sicer so pa vsi postopki narejeni zato, da se izigra civilno družbo in stroko. In takih postopkov ne smemo dovoliti. To se ne sme več dogajati. Še najmanj pa pri vodi. In to se je dogajalo, bodimo si na čistem, to se zdaj ne dogaja prvič. To se je dogajalo tudi v prejšnjih vladah. Je pa verjetno tako, da stroka se ne spremeni med občinami. Tudi, mislim, pri sami temu vprašanju, verjetno je pomembno, da ravno te strokovne zaščite so na državni ravni in da se potem te v bistvu pritiski, ki so bili omenjeni, na nek način so pa lahko največji ravno na lokalni ravni in je to treba olajšati, ravno s temi zakonskimi zaščitami, ki so strokovne in v resnici torej veljajo za celo državo. Verjetno je to ideja. Ja. Zanimivo je tudi to, se mi zdi, kar velja opozoriti, spremembe ARSA, kjer se zdi, da se isto dogaja, kjer se v bistvu vse združuje, tako kot se povečuje pritiski potencialni kapitalski na občine na terenu. Tam hkrati v bistvu vsi odločevalci zdaj prihajajo pod Ministrstvo za okolje. Eni in isti bodo tako pisali, kakor odločali, ne govori pa se v bistvu tako o tveganjih za korupcijo, kot o političnih pritiskih, ki pridejo s tem, ko bodo vsi direkt pod ministrom in ne v samostojni agenciji. Poglejmo primer pisanja nove zakonodaje ZVO-2 in še nekih zadnjih zakonov. Po mojih informacijah, večina strokovnih ljudi na ARSU in MOP-u so jih potisnili na stran, vsebince so potisnili na stran in zakon piše zunanji izvajalec, ki na naročilnico dobi cirka 100.000 evrov plačila. Pa to ne enkrat, večkrat, sicer manjše zneske potem, ampak jaz mislim, da je nezakonsko in nesprejemljivo, da stroka znotraj ARSA, MOP-a stoji, se jih izkoristi in ključen človek, ki pelje te spremembe zakonodaje, kontaktira bolj kot ne z enim človekom in se, spreminja zakonodaja. Jaz mislim, da je to zelo, zelo nevarno, da se to ne bi smeli dogajati. In da te spremembe zakonodaje bi mogle iti na tak način, kot sem že prej omenil. Zelo pazljivo, zelo z upoštevanjem stroke, z vključevanjem civilne družbe, zelo transparentno, ampak vse gre pravzaprav ravno obratno. Zato, da pač dosežejo cilje, ki sem jih že na začetku rekel. Civilni družbi in stroki odvzeti možnost, da vplivajo in potem v bistvu imamo zakon, ki se površinsko bere kot zelo demokratičen, je pa sicer znotraj zelo krvav. Zdaj, preden mislim, da odide Sara, ker mora iti naprej, mogoče samo še počasi tudi zaključimo, zaključne misli, mogoče Sara tudi kakšno sporočilo s strani vas, Gibanja mladih za podnebno pravičnost. Mogoče bi samo še enkrat poudarila, da smo res zelo veseli, da dejansko dobivamo veliko pošte. Imam to čast, da gremo vsak dan na pošto, pa ko mi pripeljem vse domov oziroma prinesem v 10 vrečah in torbicah in ne vem kaj, kar me res veseli, ker je po eni strani težavno, ker je toliko podpisal, ampak to je tako malo za drugič, kako bi se to sistemsko spremenilo. Me res veseli, pa ta zraven sporočilca, ki jih dobimo kot sporočila podpore, so čudovita in predvsem
imamo čudovite prostovoljce in delujemo v čudoviti ekipi, kjer si dajemo oporo takrat, ko je to najbolj potrebno. In čeprav smo bili na začetku prisotni samo okoljevarstveniki, naj še enkrat poudarim, da se nam je pridružil Inštitut 8. marec, ki je, sklepam, da se Uroš z mano strinja, no, tista ključna komponenta, ki smo jo na koncu potrebovali, da lahko to kampanjo peljemo naprej, tako kot se zagre. In mogoče je bila nekoč tudi to težava, kar se tiče okoljevarstvenih organizacij, ker je vsaka usmerjena samo v neko določeno področje, pa mogoče nismo toliko odprti za naslavljanje celotne civilne družbe, in je bil glih Inštitut 8. marec še enkrat tista komponenta, ki smo jo potrebovali, da zdaj vse poteka tako, kot je treba. Tako da ja, jaz verjamem, upam, da bo tale zakon na koncu odšel daleč stran v pozabo in da bomo šli naprej na druge problematike, ki se pojavljajo, kar se tiče našega okolja. In zahvaljujem se vsem, ki podpisujete, ki pomagate, ki nas podpirate, in vse ostale, ki pa še niste oddali svojega podpisa, pa pozivam, da to naredite prek elektronskega podpisa oziroma z elektronskim podpisom preko e-uprave, ali pa svoje podpise fizično izpolnite pred upravnimi enotami, kjer so naši prisrčni prostovoljci, in potem ta podpis overite na upravni enoti in predate kar njim, ali pa pošljete na poštni predal, ki je zapisan na spletni strani zapitnovodo.si, kjer imate tudi vse informacije, torej zakaj je ta novela zakona sporna in tudi kako se lahko oddaja te podpise. Skratka, res najlepša hvala vsem in upam, da se bomo tudi v prihodnjih bojih za naravo, za okolje znali boriti na tak način in stopiti skupaj, kakor smo to izpeljali tokrat. Ok, super. Mislim, da to so lepe zaključne besede, tako da jaz se ne bom kaj dosti več vmešavala zraven. Čeprav razumem, sicer itak ta velika etapa nas potem čaka, da gremo na referendum in oddamo na referendumu tudi glas za vodo in proti noveliranemu zakonu o vodah. Najlepša hvala Nataši Sukič, Urošu Macerlu in Sara Štiglic tebi za današnji pogovor. Vsem, ki ste sodelovali z vprašanji, iskrena hvala. Meni je bilo veliko veselje in kot pravijo mladi in mladi po srcu, ne odlašajte in prispevajte svoj glas, da se stroki in civilni družbi ne odvzame glas. Hvala in se slišimo, pogovarjamo naslednjič. Hvala, lepo zdrav.